Tako da je VR zelo pripraven za učenje določenih veščin. Ja, definitivno. Veš, kakih veščin? Ne, čak, pazi. Pazi, jaz imam eno v mislih. Jaz imam boljšo v mislih. Ne, to je taka pravniška, pazi. Ker jaz sem pa distopijsko. Po real life temu sessionu golfa sem ugotovil, sem malo gledal, kako bi se lahko naprimer to vežbal, če bi se želel, seveda, nimam načeloma tazga interesa dolgoročno, kako bi se lahko to vežbal doma, naprimer, ali pa ko je zima zunaj. In imaš dejansko tudi VR opcijo, da se prej sta govorila o teh raznih, mislim, dodatkih. Za golf palca še nisem videl. Imaš lahko potem ta hand controller daš na koncu in imaš, evo. 3D printer narediš. In imaš, eni pravijo, da je ful dober, eni malo bolj kurcajo zadevo, ampak očitno, da je... Bom tako rekel, boljš ka nič, Tako je. Če hočeš golf igrat, pa ne moreš iti lih vsak dan na golf kurs, valjda boš VR, evo, golf palca. Je da tako vsaj za določene segmente veščine, igranja golfa ti da dober feedback, naprimer. Torej z uporabo palca, ali misliš tudi brez? Za uporabo palca, seveda. Tako napredni so. Brez palce, kot? Se nismo igrali zdaj, zadnji golf brez palca. Kaj za pobiranje žogs potem, ali kaj? Simulator hodiš, pa pobiraš žogic. Da boš kot najboljši tem profesionalcem pobiranje golf žogic. Ali pa vožnja tistega caddyja. Sem to je pa underrated, sem pa videl. Samo malo to ne izvržbe iz normalne fizike, ko dejansko, če igraš golf, moraš pač začutiti udarec. Se to je meni tudi, mora biti tisti feedback, nimaš udarca. Mislim, sej načeloma imaš pač ta feedback na... Ampak ima tudi vse te golf igrice imajo tudi kalkulacije. Pač koliko boš ti močno, koliko hiter iz katerega kota, to vse zračunajo, ne boš pa dubu res tazga feedbacka, kako bi ga dubu, če bi dejansko žogcal. Ni vetra v lase, gledaj. Ja, ventilator si daš pred sabo, veter v lase. Čak, sem Greg je imel še eno bolj distopično. Tako sem poslušal, kako realno je vse, kako lahko voziš na cesti, pa to se mi vedno bolj sliši to vse kot potegavščina, da mi samo učimo AI, kako bo potem vozil naše avte vune na cesti. Misliš, da dejansko obstaja zadnji nek AI model, ki ga treniramo če ljudje tam dejansko dajo svoj skill set noter, dobijo feedback, učiš zunaj. Ja, definitivno lahko. Tukaj pa vprašanje, koliko je tvoj avto star, Če imaš novejši avto 2.15, lahko to gotovo že on sam naredi. Ker imaš prepoznavo znakov pa take zadeve. Definitivno imaš machine learning noter, do neke mere, tako da samo vprašanje gre v oblak ali ne. Jaz sem že mislil, da bo šel bolj v smer, da te lahko pripravi na apokalipso. Da lahko veš, da zombie survival. Tako da te pripravi, veš, ko bodo... Exactly.